Ja, hvala Tanja. Ja, res je, skoraj živo se javljamo iz Zajčje Dobrave, kjer vas s kamerami in pogovori vabimo na Lady Piknik, ponavadi pod klobuki, če pa imate kapo ali pa je nimate ravno tako dobro. Dobrodošli, non-stop! Spoštovani in spoštovani, Lady Piknik, kot rečeno, pritegne številne znane obraze, ampak ena legenda je pa Vinko Šimek. Vinko, v izjemno osebno veselje mi je, da te imam priložnost pozdraviti na tem kavču. Dobrodošel. Dobrodošel, jaz sem vesel, da sem v tvoji družbi, Boštjan, ker se veš, Primorci in Štajerci smo vedno držali skupaj in smo bili najboljša ekipa za vse čase in za oplemenitev Slovenije. In na koncu nam je menda tudi dobro uspelo. Zagotovo. Ampak eno vprašanje, veš, Vinko, ti si dejansko legenda. Jaka Šrov-Cigar je bil naš spremljevalec čez celo otroštvo. Satira je ena taka posebna zvrst. Nedavno tega so se z Mastnakom pogovarjala, kako imajo posamezniki, ki se v satiri znajdejo, odnos do tistega, ki satiro izvaja. In potem, ravno zaradi tega štajerskega mogoče miljeja, sem se spomnil Maleka. A ne? Zdaj so drugačni časi. Včasih je bilo enostavno, včasih si vedel, česa ne smeš. To je res. Kako je danes? Moram reči, da v tistih časih sem jaz bil tudi dovolj neumen, pa dovolj mlad, da sem kar povedal tisto, kar ne bi smel, zato sem jih velikokrat dobil po glavi. Sem odšel, pa spet prišel nazaj, tako so bogovi najbrž želeli. Ne? In danes je seveda satira nekaj čisto drugačnega. Danes ti lahko poveš pravzaprav vse, kar češ, lahko napišeš vse, kar češ. Takrat pa so bili drugačni časi. Takrat vem, da recimo takratnik, ko je bil TV Žehnik ali pa televizijska križanka z Mišiko Molk, ne? Takrat, še danes se spomni ljudje, so rekli, smo se spraševali, ali bo v ponedeljek Jaka Šrov-Cigar še na svobodi, ali pa seveda ga ne bo. Ali bo na kakšnem otoku, nekem severnojadranskem arhipelagu. Ja, nikoli se ne ve. Ja? Takrat so bile tudi malce heci. Takrat je recimo postal predsednik predsedstva Sergej Krajger in midva z Mišiko so imela tiste predale v živo in seveda v živo so klicali in se nekdo oglasil in sem rekel, kako pa je tebi ime? Je rekel Sergej. Sem rekel, Sergej, koliko pa imaš let? Je rekel 16. Sem rekel, pred tabo pa še svetla bodočnost. Pri 16 letih, da si že Sergej. No in to je bil cel hodič, veš. Enim je Crko maršal, pa čeprav je bil ojačevalec in se je potem skoraj da njihova glasbena kariera končala. Cenzura včasih, kako naj rečem, gre po eni svoji poti. A so kdaj te udarci toliko boleli, da si hotel nehati? Nisi, a ne? Nisi. Jaz sem kar naprej svoje gonil, bi rekli tako. Oziroma, če mi dovoliš parafrazirati vprašanje, ne? Ja. Kje potegniti ta pogum, kako si šel preko tega, ker bodimo iskreni, izzivati preveč ni bilo predobro. Ni bilo, ampak najbrž sem bil takrat mlad, neumen in sem pač hotel za voljo tega, a veš kaj, so si ljudje tudi zapomnili mene. So rekli, opala, ta Šrov-Cigar. Še danes se marsikdo spomni, a veste kaj, vi ste bili takrat zakon v tistih letih, vsi smo gledali vas doma. Dejansko legenda slovenske televizije, ne? Tiste je bilo noro. Če si dovolim reči, mi smo oddaja revije, ki je vendarle merila, jo so ustvarjala. Če pogledamo Stopovo arhiv, moramo reči, da je to kulturološka zakladnica Slovenije, slovenske kulture. Ti si bil eno srednjih likov, Mišo Molk, gospa Velik. Velikokrat tudi na naslovnici Stopa, takrat, ko je bil urednik Miran Satler, pa novinar je bil seveda Golob, Brane Golob, in takrat smo seveda veliko tega delali. Jaz se spomnim, takrat so rekli, Šrov-Cigar je bil tisti, bo vas obiskal na domu. In potem so objavili, se to še mora biti v arhivu nekje, preko 800 tistih imen, veš, takrat si moral ti na razglednici poslati ime.
in so se prijavili, da naj pride Šraufciger k njim. Seveda jih toliko nismo mogli obiskati, Brane Golob je bil z menoj, ampak nekaj pa smo jih in to je bilo seveda povsod eno blazno veselje. To je bilo takrat noro videti Šraufciger. Jaz sem takrat polnil dvorane, tudi Halo Tivoli, seveda normalno v tistem času. Nepojmljivo je bilo. Jaz nisem vedel, zakaj gre. Takrat je Boris Kovačič, on je bil sicer takrat producent RTV Beograd in je rekel, kaj pa če bi midva naredila eno kaseto, takšno, jaz sem tudi seveda malo pripeval, glasbeno govorno in sva res naredila. In teh kaset, to so se kar odvijale, so kupovali 8 zlatih teh plošč imam, kar je danes nepojmljivo, če bi to imel kot samostojn. Če bi od vsake imel 10 centov, ne, bi lahko rečemo zdaj preko teklo. Tako je. Povedal si, kako je bilo doma, nekatere sva od doma iztrgala, da so prišli na Lady Piknik. Poglejmo si nekaj o njihovih načrtih, tudi tvojih v neki kratki anketi prispevkov v nadaljevanju. Ja. Potem se vrneva pa tudi do tega, kako je bilo biti zraven ene take dosti velike skupine, pa prvi slišati en legendaren komad God is God oziroma nekaj drugega, mislim, da Opus Dei. Tako je. Ampak pustiva še malce nekega takega pričakovanja za po tistem, ko se znova srečamo, gledalke in gledalci, po prispevku. Kaj imaš ti raje, morje ali hribe in zakaj? Ja, pravzaprav morje, ne? Čeprav imam hribe veliko rad, ampak vedno gremo nekako na morje. Jaz sem po horoskopu ribica, tako da res komaj čakam, da grem na morje. Oboje, tako da gremo in na morje in v hribe, gremo malo v Bohinj, pol na morje, pol gremo malo v Valencijo, malo živalski vrt, kaj te malo moči dogaja. Morje, absolutno, jaz sem morski človek, poletni človek, čeprav tudi hribi seveda so krasni, ampak rada plavam, rada imam poletne noči. Jaz sem morski človek, rojen sem 25. junija, takrat, ko naša država, pravzaprav država me je zaprosila, da se lahko rodila na moj rojstni dan. Rada grem na morje, pa tudi v hribe, najraje sem pa doma na svojem vrtu, ker rečem, da je to najlepša plaža na svetu. Morje, zakaj? Zato, ker greš navzdol, ne navzgor, zelo enostavno. Načeloma sem bil vedno za morje, ampak me zadnje cajte vse bolj v hribe vleče. Seveda morje, zato ker sem morska deklica in potapljam se rada, imam tudi licence za potapljanje. Nič od tega mi ni tako zelo. Mogoče morje zvečer, pa hribi, če je na vrh jezero. Ja, okej. Jaz upam, da se vam bodo vaši poletni načrti čim bolj skladali s tistimi lepimi, ki ste jih slišali v tem prispevku. Sicer pa z nami še vedno, dame in gospodje, verjeli ali ne, legenda slovenske televizije, slovenske kulturološke televizijske zakladnice Jaka Šraufciger, sicer pa Vinko Šimek. Ta Jaka Šraufciger se mi je malo zarekel med tem, ko sva čakala in gledala, sva pa mimo grede ugotovila, da je bila Nela Eržišnik Marica Hrdalo tista, ki je našla ta nadimek, ta legendarni nadimek tega Jako. Res je, ja. Jaz sem z njo začel nastopati kot študent, tako kravaten. Potem ona mi dala tisto vprašanja in jaz sem seveda tisti pač zdrdral dol, ona je bila seveda, ampak je videla neki talent je v meni in je rekla, veš kaj če bi ti poskusil imeti kaki lik, da bi bil kao neki radnik, ne, ko je nešto šrafa. In to jaz sem dodal temu še Jaka in tako je nastal Jaka Šraufciger in seveda jaz nisem verjel, da bo to tako velik uspeh, kakršen je kasneje bil, da smo vse mogoče. Jaz vem, kako je bilo, namreč Šraufcigerjev, nekoč sem bil tudi na radiju, jutrnem programu Radia Ljubljana, kjer sem prebujal direktorje ob 6, ali so že na delovnem mestu ali niso. Takrat smo si izmislili prvo lojtrico domačih in sicer Dušan Rogl, Ivan Sivec in jaz. In to je bilo ne, če boste šli googlati ta imena, boste šele razumeli razsežnost tega delovanja v prostoru in času. Pri stopu sem bil tisti, ki je dobil prvega stopovega Viktorja. In potem takrat so bili še v stopu seveda tisti mesečni Viktorji. In to so bili neki zlati Viktorji, ker sem jih kar zaporedoma seveda vse dobival. To je bilo za nazaj iskrene čestitke in še enkrat. Ja, to je bilo nepojmljivo. Veliko priznanje, da se lahko tako pogovarjava ena na ena v studiu, ki so ga postavili na travnik in so lahko toliko bolj sproščena. Ne? In zdaj, če se mogoče malo navežem na glasbo, ki nikakor je ne uspeva omejiti, ker je
naraven auditorij. Ne? Prej sem povedal, ne, skupina Opus Dei, Life is Life, to je hitova, skoraj da. Res je, moram reči, da že vrsto let delam tudi na nemško govornem področju. Ne nazadnje sem seveda obiskoval tudi igralsko šolo na Dunaju. Fritz Muljar, slavni je bil moj profesor, televizijski Švejk, ki je znan pri nas. No in še seveda zdaj sem urednik za Slovenijo za avstrijsko glasbeno revijo Musikpost, kjer poročamo o slovenski glasbeni sceni. Bil sem seveda vrsto let moderator alpskega na nemško govornem področju, z alpskim sem posnel tudi ploščo in Poštar je ena uspešnica tudi na nemško govornem področju, tudi tam je seveda bila to zlata plošča. Ko bi temu človek rekel, ne, bil si noro. Bil sem zdaj iz tistega, da sem hotel vprašati, ne, kako si se znašel tam, bom mogel vprašati drugače, kako jim je uspelo tebe biti na to prvo poslušanje. Res je bilo to nekaj neverjetnega. In še nekaj se moram pohvaliti, dajmo se malo hvaliti. Lepo prosim, tega Slovenci načeloma ne znamo. Za Avsenika sem seveda poleg Tofa napisal največ pesmi za Franca Koširja. No, Avsenik se mi je oddolžil in je napisal pesem za Mišiko in zame. Jaka in Mišika, ki jo posnel seveda tudi na plošči. Izjemno. Tudi Franc Čegovc, legenda štirih kovačev, je na posvetu pesem meni, in sicer Mož iz Maribora. In seveda poleg tega je še Jaka Lojtro Brž, bila uspešnica, ki je Rš posvetil meni, takrat sem bil seveda popularen, bila je Lojtrce domačih. Za tiste mlajše, ki nas gledajo, si je verjetno težko predstavljati proporcije tega uspeha. Tisti, ki so vsaj toliko stari kot jaz ali pa tisti starejši, pa zelo dobro vedo, o čemu govorimo. Pa vendarle, ta Life is Life, to je bil globalen hit, to je bila premiera, zato so rekli, seveda, ne, Vinko, dobrodošel. Tako je. Namreč moram reči seveda, da vso tole avstrijsko pa tudi nemško glasbeno sceno sem seveda zelo seznanjen. Ne nazadnje, moja Marjanca je bila 10 let predvajana tudi na tistem zelo popularnem programu MM2 v nemškem jeziku in seveda tudi na teh slovenskih lokalnih, pa na Radio Maribor. Takrat smo naredili tudi televizijskih 10 oddaj in tam so nastopali vsi, od seveda najpopularnejših narodno-zabavnih ansamblov. Če si dovolim en tak malo preskoka, čeprav nekateri pravijo, da je večnost tukaj in zdaj, ko se pogovarjava, da za trenutek, oziroma če rečeva, pustiva preteklost, prihodnost. Z mladimi postavljaš gledališko igro, komedijo na oder. Jeseni prihajate na velike... Life is Life. Life is Life. Zraven ob tem dogodku. To so bili Avstrijci prvič v zgodovini, poleg Falkota, da so bili prvi na lestvici ameriški. Ja, res je. To je bilo noro, takrat, da se je kaj takega zgodilo. Ja, še vedno seveda nekateri pravijo, da sem izmed prvih stand-up komikov. Jaz bi rekel, takrat nismo rekli temu stand-up komiki, takrat je bil to, večer humorja in glasbe, smo govorili. Ampak jasno, jaz sem povsod, čeprav nisem samo to, jaz nastopam tudi, ampak prekratek je ta najmanj pogovor. Bil sem tudi v My Fair Lady. Še danes je neizprosno, ko nam kažejo, da morava končati. Kdaj se jeseni lahko vidimo v živo? Samo bi rekel, My Fair Lady sem bil v Mariborski operi, 50 ponovitev, igral sem tretjo glavno vlogo cestnega pometača Alfreda Doolitla. Jeseni pa Vid Valič je bil tisti vizionar, ki je rekel, dajmo napraviti nekaj z vami starimi. In tako je povabil Borica Kobala, pa Francija Keka, normalno, pa seveda Peško, in seveda tudi mene. In jeseni bomo zakorakali, zato sem jaz sedaj napisal takole: dragi prijatelji, uživajte prijetne počitnice, v resnici uživali pa boste jeseni, ko vas obiščemo. Alora, prideva več kasno. Hvala, Vinko, da si bil naš gost. Mi se vidimo kmalu. Poglejmo si, s čim nas bodo srečali oglasi, sicer pa kmalu nazaj. Non-stop.